No, mi imamo ta dolg kombi, ker nas je pač 8, ne? In mi smo šli na road trip letos polet. Simona je seveda edina voznica. 3000 km je bilo. Matej Cepin, dobrodošel v oddaji Nosi se zakon. Direktor Socialne akademije, avtor podcasta Goreči grm, mož, oče 6 otrok. Kako graditi proaktivni ljudi? Tako kot imate vi, kako graditi zakonce? Tako imam jaz zelo podoben za posameznike, predvsem pa za voditelje. Mi rečemo changemaker je ustvarjalci sprememb. Meni se zdi, da smo res vsi poklicani biti ti ustvarjalci sprememb. No. Pozor, beseda voditelj, to ni, da se daš nad druge. Služeče vodenje je, da se daš pod druge. Kako se zaradi svoje težave z očmi počutiš včasih mal out of place? To me ves čas že spremlja. Že v osnovni šoli in pri določenih stvarih jaz ne morem sodelovati. Ko se gleda nekam udaljavo v gozdu, pač ti ne gledaš. Do tega skozi viharno mladostniško obdobje, ker takrat imaš pač večjo potrebo se postaviti in biti neodvisen. In pa do tega, ko rečem, da v 80%, ne pa še veda v 100%, ne, vsi smo ranljivi, ne. Sem to sprejel, prišel blizu v načelu od Boga, če od nas ni popoln in da bomo nalaž taki, zato da bomo rabili drugega. Pri otrocih jaz vidim eno tako perfekcionistično drž. Če nisem popoln za to ali ono, si raje ne upam vstopiti v nič novega. Kako sta Simona na poti te tvoje rasti, ki je rekel skupin Exodusa in teh zadev moško vezana? Kako temu Simona sledi igre na živce? Veš, zakaj se smejem? Zato, ker ti hočem reči, a si videl, koliko sem za farbo? To pa nisva bila zmenjena, da bo. Ja, no deva še to malo odpreti, no. Oddaja Odnosi so zakon. Živijo in dobrodošli v novi sezoni oddaje Odnosi so zakon, v kateri ob začetku tega šolskega leta, študijskega leta, gostim prijatelja Mateja Cepina, direktorja Socialne akademije, avtorja podcasta Goreči grm, nekoga, ki ga zelo spoštujem zaradi tega, ker zna presegati svoje omejitve, se ne ustavi ob njih, ampak kljub temu gre naprej, rine, naredi svojih dodatnih 20% in v bistvu doprinese ogromno v našo celotno skupnost, tako da se res veselim najinega pogovora. Res smo veseli in hvaležni za vse načine, na katere pomagate dajati naprej tole sporočilo, ali všečkate tale naš kanal, ali napišete kakšen komentar, ali s kakšnim privatnim, osebnim posvetilom dejansko epizodo, ali pa odlomek te epizode delite naprej s svojimi prijatelji. En nov način, kako nas lahko podprete, je tudi tako, da obiščete spletno prodajalno Družina in življenje. Zdaj pa vas povabim, da se skupaj posvetimo pogovoru in vidimo, na kak način smo tudi mi poklicani, da slišimo Božji klic in ga udejanimo v svojem življenju. Matej Cepin, dobrodošel v Krškem v oddaji Odnosi so zakon. Hvala za vabilo. Ja, živa. To je najin drugič, ne? Oziroma dobro. Tretjič, ampak en poskus ni uspel, tako da hvala, da si toliko ponižen, pa prideš še enkrat probati, ne? Kakor vzameš čas s teboj preživeti, mi je pa vedno vreden, tudi če se ne posname. Veliko časov sva že skupaj preživela, ker se niso posneli in vsak me je skoraj obogatil, verjetno. Ja. Matej, se pravi direktor Socialne akademije, avtor podcasta Goreči grm, mož ene žene, oče 6 otrok. Res je? Ja. Nobenega ne bom zatajil. Ne boš, ne. Super. Veš, glih, kar si razlagal, no? Kako si šel z otroci, ne vem, kako se prav reče, v divjino, ali kam ste šli za ta vikend? Približno divjina, ni bilo na koncu tok divjina, na koncu je bila bolj kmetija, ampak smo pa šotorili pa na 900 metrov nadmorske višine, pa ob eni kmetiji. Ok, lepo. Očetje in otroci, da. Veš, in ti ob tem poveš, ne, kako se zaradi svoje težave z očmi, recimo, ne, počutiš včasih mal out of place, bi se reklo po pravilno slovensko. Ja. Se pravi, da se počutiš, da nisi čist v elementu, družina ti mora nekdo drug tja pripeljati, recimo, a ne? Ja. Moraš prositi za uslugo, moraš biti ker pač nisem voznik, ja. Ja, ker nisi voznik, ne, in moraš biti toliko ponižen, ne? Si mi pa vseeno izjemen zgled, ker ne samo, da greš tja, ne? Se pravi, se spraviš v situacijo, ki pomeni neko negotovost, ne? Ampak hkrati zraven tudi tja prideš in prineseš svoj velik in močan prispevek. Recimo, si omenjal, kako ste imeli kvalitetno debato ob tabornem ognju, ki si je v resnici ti pripravil na temo evangelija, da mora vsak nositi svoj križ, ne?
Kdor hoče biti njegov učenec, to je bilo včeraj v nedeljo. Ja, Dimečkan razloži, kako je to izgledalo, pa bo šla potem morda malo nazaj na simboliko vsega tega, kar se mi zdi zelo pomembna. Tabor je izgledal kot vikend odmik od žena. Tisti, ki se dojijo otroci, so še načeloma niso dobrodošli na takem taboru. Enkrat je en prijatelj iz Tezeja, Italijan, je bil živeč v Bruslju, že tudi rekel, da imajo tabore no mothers, no pampers. Tako nekako. Po moje se na ta način bi lahko tudi naš format opisalo. Gre pa za bratovščino, ki smo se dobili leta 2021 na enem, se pravi drugi sezoni najbrž, ko je bil Exodus v Sloveniji popularen in je pač ostala skupaj. Vmes smo šli že skozi veliko nekih transformacij. V osnovi nas je zdaj le 7 v bratovščini, nismo šli čisto vsi, ampak ja, pol še kakšnega zmeram zraven povabimo. Tisto, kar si pa prej rekel, no, v zvezi z mojimi občutki, pa tako je pač, že to me ves čas že spremlja, že v osnovni šoli in tako naprej, a ne, to, da pač pri določenih stvarih jaz ne morem sodelovati, a ne. Ne vem, ko se gleda nekam udaljavo v gozdu, pač ti ne gledaš, a ne, zdaj ali te bo nekdo prijazno povabil zraven in se počutiš, da si pač na socialnem vključevanju, a ne? In tudi si dejansko, ne? To ni slaba beseda, to je lepa beseda na zveze, a ne? Socialno družbeno vključevanje in tako, a ne? Da tiste ljudi, ki so, pač jaz tudi kot mladinski delavc imamo tam termin mladi z manj priložnostmi, pa pol vključevanje mladih z manj priložnostmi, pa tako naprej, a ne? To ni nič slabega konc koncev, a ne? Ja, do tega seveda pol skozi viharno mladostniško obdobje, kaj sploh bo z mano, ker takrat imaš pač večjo potrebo se postaviti na lastne noge in biti neodvisen, ne? In pa do tega, ko zdaj lahko rečem, da v 80%, ne pa seveda v 100%, ne? Vsi smo ranljivi, ne? Sem to sprejel in na nek način prišel blizu po mojem tistemu načelu, tisti zamisli od Boga, da nihče od nas ni popoln in da bomo zanalašč taki, zato da bomo rabili drug drugega, zato da ne bomo individuumi, ampak da bomo pač skupaj tvorili občestvo, skupaj tvorili celoto in da bo vsak zanalašč v nečem zelo, zelo dober, v nečem bo pa zelo slab, a ne? In da je to zanalašč od Boga po svoje. Šola ponižnosti. Je pa dejstvo, da se pa počutiš, a ne, in jaz imam to mogoče res še bolj izraženo, ker se mi to zgodi po par desetkrat na dan verjetno, a ne? Ker pač, ne vem, primer na takem taboru prvič, te žena pripelje do izhodiščne, pol te prijatelj, pol kako z avti narediti, pa kakšen tvoj mora iti še komu drugemu, ker pač je manj avtov, kot je očetov, a ne? Potem, kako to, potem pač pri kakšnih teh stvarih v naravi se itak to skozi ponavlja, ne, pol kakšnega orodja ne znaš, ker nisi v otroštvu toliko imel in tega, a ne, in jaz ves čas je neki, a ne, ko si mal drugačen in tako, in to se recimo na tem vikendu ni prav nič me v slabo voljo spravljalo ali pa karkoli, me pa, a ne, ker je tega toliko več kot pri drugih, saj vsak od nas se sooča s tem, da, ne, ampak jaz se po moje večkrat, krat 5 recimo, glede na povprečnega moškega, ne, mogoče, ne vem, ne, v situacijah, ki so ljudem čist normalne. Ja. No, se ravno v tem pravim si mi zgled, ne, da greš kljub temu, greš pa v neko nadpovprečno produkcijo v resnici, če mene vprašaš, no, v smislu kaj si rekel? Rekel si, jaz, ko vidim en korak naprej, mi je vsak korak naprej neznan po svoje, ne? To smo se hecala, malo simbolično, ne? Ja, ampak je v resnici res, ne? In je en tak poseben križ, ki si ga sprejel ali pa ga sprejemaš, si v procesu sprejemanja in vendarle greš naprej in to je ena taka pristna drža enega učenca, nekoga, ki je na poti, ne? Ja. In v resnici se mi zdi, da je zdajle pač, ko vstopamo v ta čas, ko se začenja to šolsko, študijsko leto in tako, je ob letu osorej od tega najenega pastoralnega tečaja, kjer je bila to prav tema, ne, se mi zdi, da smo pač lahko izkoristili tole najin pogovor kot en poziv, eno vabilo, tudi našim dižavcem in vsem ostalim, ki to gledajo in poslušajo kot neko vabilo, no, pejmo na pot, pa bodimo učenci, kljub svojim nepopolnostim oziroma še drugač
dajmo aktivno sprejeti vsak svoj križ. Ne? Ja. Kakšna je bila debata? Tok si zdaj na vrhu, da sploh ne vem, kje se začeti odzivati. Ne? Konkretno, kakšna je bila debata tam ob tem tabornem ognju, ker tam se mi zdi, da ste bili očetje, pa ste bili otroci. Ne? Jezus reče, ne moreš, kdor ne bo sprejel svojega križa, ne more biti moj učenec. In potem še da 2 zgodbi z gradnjo stolpa, pa z tistim poveljnikom vojske, ki pač mora prej preračunati meni na začetku in mi je pa prijatelj iz Bratovščine, kolega, tudi pomagal osvetliti to. Vsi smo si malo razbijali glave, zakaj te zgodbe. In nekako smo tako videli, za Jezusom so šle množice. In pol je Jezus rekel, lejte, vsi od vas ne boste šli naprej, ker je pač to zahtevno. Niste pripravljeni te vstopnice na nek način plačati. In jim je sam na 2 načina povedal, da karta za njega je draga, pa ne v denarju. Ampak v tem, kdor ne zavrne tega, pa tega, pa tega, kdor ne vzame svojega križa in tako naprej. In nekako se mi zdi ta septembrski čas, ko vsaj tisti, ki imamo šolo obvezne otroke, zelo veliko časa posvetimo organiziranju dnevnih, tedenskih rutin, v katero dejavnost se bo otrok vpisal, v katero se ne bo, kako jih bomo vse skupaj skoordinirali in tako naprej. In pri posameznem otroku in med otroki. In kaj pa jaz? A sem jaz tudi učenec ali nisem? A jaz sem pa že ready-made, jaz sem pa že ok. Mogoče noben od nas, vsi vemo, da nismo well done steaki, ampak smo pa že v redu za pojesti in to je to. Tudi če smo še malo surovi kao. In moje vprašanje, ki se mi je ob tem porodilo, je bilo, kje sem pa jaz učenec, kam se pa jaz upisujem ta september in koliko je cena tega tečaja in kaj bo junija. Ko bo konc leta, kakšne oblike je to spričevalo. In ko si prej rekel, da pač jaz kot delujem proaktivno in tako naprej, meni se zdi, da ravno ta drža zahteva eno proaktivnost. Če se ne boš nikamor upisal, ne bo nič. Pa ne mislim tle formalno ali pa neformalno izobraževanje samo. Tukaj mislim vso osebnostno rast, biti Jezusov učenec na splošno. Sej tukaj se mi zdi, da danes obstaja neka, otroke upišemo sem in jih upišemo tja, ampak že pri otrocih jaz vidim zelo eno tako perfekcionistično držo. Če nisem popolna za to ali ono, si raje ne upam vstopiti v nič novega. Ampak pol pogledam k staršem, recimo zdaj mi imamo pred seboj predižu ta dajemo naprej seminar za voditeljske pare in bomo dali ven eno spodbudo, skupina ustvari novo skupino. In že vnaprej vemo, da bo velik izziv najti ljudi ali pa pare, ki bi bili pripravljeni v to držo voditelja skupine vstopiti. Pa ponavadi niti ne zaradi tega, ker pač res, kdo ne bi bil sposoben, ali pa realno ne bi imel časa, ali pa kakorkoli bi imel kak realen zadržek, ampak bi imel nek podoben perfekcionističen zadržek v smislu, nisva še dovolj dobra, ne znava še dovolj, pri nama so pa še vedno tudi zakonski problemi, morava počakati, da bova na neki naslednji stopni. Tukaj se mi zdi, da se mi ustavljamo. In v tem smislu sem hotel začeti s tem, da realno si ti ful zgled, kako vendarle greš naprej kljub temu. Ja, ne vem, zgled. Po moje se v tem, koliko proaktivno se lotevamo reševanja svojih izzivov in problemov, ne razlikuje prav veliko. Tudi ti si meni konc koncev zgled, s tem najnep, ko si šel čez meje na nek način, tistega, kar je organska rast, diža in vsega, recimo, in upaš in veš, da bo mogel Bog dodati tistih 90% ali pa 95%, in to res eno veliko zaupanje in si šel nepopoln in tukaj so po moje kar podobno. Se oplajamo med sabo, dejstvo je pa res to, da kako bom zgledal, kako bom izpadel, kako bo na koncu vse skup, je velikokrat kar tisto vprašanje, ki mnoge, sploh mlade, ampak če pa malo pomislimo, pa tudi nas odrasle, zadrži.
Ja. In tistih 2 novčičev ne damo na razpolago, ne? In se pol ne zgodi. Ne? Pomnožitev se ne zgodi. Ne? No, recimo tvoj goreči grm, ki imaš podcast Goreči grm. Recimo, ja. Tvoj goreči grm je spodbujanje tega, ravno te proaktivne drže, se mi zdi. No? Tako v posameznikih, voditeljih, kot v organizacijah. Ja. Z nami si sodeloval pred 3 leti, pa pol nekako, ali pa še več, začeli smo pred 4. Še rep od COVID-a je bil, ja. Oziroma še kar rep od COVID-a, ja. Ko smo šli v to strateško načrtovanje kot družina in življenje, ne? In smo načrtovali do letos, do tega jubilejnega leta, ne? In zdaj kmalu potem dajemo naprej, začenjamo z novim krogom. Ne? Ja. A imaš mogoče kakšen tako, kako si ti doživljal svoj razvoj ob tem, kako vidiš nas kot organizacijo, naše pare, kaj ti recimo nekako vidiš v družini in življenju? No? Tako. Joj, kot veš, sva z ženo na podlagi tvojega vabila na temeljni seminar in na podlagi Miklavževe dobrote, potem, ki se je manifestirala skozi mene včasih, prišla še na... Miklavž mora ženi nekaj podariti. Na 3 ali koliko ostale seminarje in ste naju dobili v paco. Predvsem s pristnostjo, s sprejetostjo in tudi lahko rečem, ena komponenta je tudi neka mal višja stopnja razvajanja, kot je to na ostalih katoliških programih. Okay. Se pravi, zelo redko so katoliški programi v nekih hotelih ali pa malo bolj recimo takih, mečken višja je. No? Sovpada to tudi z eno drugo stvarjo, ki je ta mentaliteta redkosti, pa pomankanja, pa obilja, pa tako naprej, s katerim se tudi midva z ženo, kot so oba, ona neposredno gorenjskih korenin, jaz pa zelo posredno, čeprav sem rojen v Ljubljani, po mojem se s tem mal tudi spopadamo vedno, koliko si prvoščimo in tako naprej. Ja, in ste naju sigurno dobili v paco. In kako vidim vse skupaj, vi ste pravzaprav vrhunska ekipa znotraj katoliških nevladnih organizacij. Zdaj verjamem, pač v mojem svetu je to tako, da so to pač vsak zavod, vsako društvo je pač nevladna organizacija, kakorkoli si že gledalci mislijo, da so nevladne organizacije slaba. Tisti, ki imajo pač otroka v zavodu Svetega Stanislava ali pa ki hodijo na Diš, so del nevladne scene in tudi koristijo ta javni denar ali prek dohodnine ali preko javnih razpisov in tako naprej, marsikdaj, za kakšno stvar. Tako da, vi ste, se mi zdi res neverjetno, se je tisti, ki pravijo momentum, ki se vrtavka vrti, producira še več energije, da se še naprej vrti. Vi ste res, tukaj ste res en tak vrtinec dogajanja. To je vaša daleč, kako bi rekel, na sociološki ravni, jaz tako vidim, to vaša daleč največja moč. Kako bi rekel, izvira pa ta moč iz te iz te špice spodaj od vrtavke najbrž, iz duhovne ravni. Zelo me je fasciniralo, pomirilo, ali pa, kako bi rekel, na vaših sestankih, koliko časa ste, oziroma ta organski prehod iz Božje besede v ljubezen do parov po Sloveniji. Se pravi, ne vem, sploh Vilma se mi je zdela zelo dragocena v tem, kako je iz Božje besede vam potegnila situacijo pri tistem v tistem kraju, pa pri tistem v tistem kraju in niste šli, kako bomo pa mi zdaj strateško se pozicionirali, da bomo, ampak ste šli v bistvu iz tega ven, kje so potrebe, pa kaj se dogaja, pa te zgodbe so bile tudi več vas tako povedane, pa une dva se ločujeta, pa te dva imate z otrokom težavo, pa tako naprej. In iz tistega ven smo mi strateški načrt delali. To je zelo redko do te mere. Sej vsaka
organizacija, skupina rešuje neke probleme, tiste, ki jih ne brez veze, da sploh obstaja skoraj. In vi ste to že zelo, zelo dobro in kvalitetno organsko delali. Hitro se mi zdi, veš pa, da lahko pride iz te zašpičenosti, ki praviš, ne, je dol pri dnu vrtavke, ne, do tega, da se zanašamo samo na tisti momentum, ki ga ustvarja zgornji del vrtavke, a veš, pa da se ti špica znuca vmes. Pa vmes se špica znuca, ja, točno tako. Ne. In zdaj recimo se mi zdi, da smo v obdobju, če jaz primerjam najino sodelovanje teh zadnjih 5-6 let na tem področju konkretno, no, se mi zdi, da prihajamo v to obdobje, ko je treba poskrbeti za ostrenje te špice, to je bil sicer tudi naš glavni strateški nek izplen. Ja, vi ste pred 3 leti pa pol naredili glavni obrat iz množičnosti v bližje kroge. Ne? Se pravi, ste šli zelo bliže špici. Tako. No, zdaj me zanima, a se ti zdi, da vendarle, a veš, kako poskrbeti za to, da bi ta odnos ljubezni do parov, ki imajo probleme, ki vem... Kar smo vsi, ne? Kar smo vsi, seveda, ja, ampak govorim tudi probleme v preventivnem smislu. Ne? A veš, tako, kako poskrbeti, da bi mi kot naši bližji pari in tako, vem, da mnogi intenzivno delajo vsakodnevno na tem špičenju, ne? To si tudi ti večkrat pričeval, kako je tvoja dnevna vključenost v Božjo besedo, pa mrzotuš sta recimo tvoji zadnji. To je zanimivo, ja. Ja, da sta to ene 2 take navade, ki imata že 1000 ponovitev, ne? In pol jih že štejem za nekako ponotranjene. Ne? Ja. Od prvega Exodusa sta te 2 najbolj ostali. Ne? Recimo, kakšen večerni eksamen mi je ogromno pomagal, ko sem ga delal, ampak več kot 40 ponovitev ni šlo nikoli, tudi znotraj Exodusa ni šlo. Ne? Stari, če si 40 naredil, si že dobro. Ja, recimo. Ja. Ne, ampak recimo, mene to zdaj zanima, kako prenesti to, a veš, recimo, da ni problem v tem špičenju, ne? Ampak kako prenesti to v to, da bi mi kot učenci vendarle zaslišali ta poziv, pa se čutili dovolj vredne biti poklicani iti naprej. A veš, tukaj se mi zdi, kako prenesti tukaj? Ja, v neko prakso, v neko učenčevstvo, v nekaj novega, kar si ti prej rekel, zdaj od septembra do junija. Kako praktično biti učenc? Kako praktično biti učenc? Ja. In v smislu, da si dovolim, a veš, zdaj pa to na 2 nivojih. Ne? Učenc vedno mora prijemati in vedno mora tudi dajati naprej. Ne? Ja. A veš, zdaj, dobro, jaz priznam, želeni outcome za nas je ta, da se še kdo javi za vodenje skupin. Normalno, to je želja v družini in življenju in priložnost v resnici tudi za ta para, ne? Ker na koncu vedno vsak voditeljski par reče mi, da so tukaj največ dobila sama. Ne? Ampak ja, to, kako se recimo, kako bi ti svetoval... Naravnatno prejemanje pa nadajanje na nek način. Kako bi svetoval nekomu naj se... Ja, prvič je to, da ne moreš dajati, če ne prejemaš. Ne? Ja. Torej, če imaš na TRR-ju 0, lahko sicer mečken daš, ampak te bo to še več koštalo, ker bojo še negativne obresti gor. Ne? Se pravi, najprej, in tukaj sem jaz po mojem morda celo pretirano drugačen od večine v bistvu katoliškega tega, kar se govori v našem kulturnem bazenu. Najprej je treba zaščitno masko dati sebi in šele potem otroku na letalu. Ne? In tukaj se mi zdi res zelo pomembno vprašanje, kaj načrtno naredim za svojo osebnostno rast. In kam sem se upisal letos, v kater tečaj, v katero šolo. In recimo ali sem se upisal v to, da bom uvedel vsak dan 15-minutno molitev dnevno. Ne? In tukaj zelo hitro prideva do mikronavad. Eno knjigo bi zelo priporočil, Atomic Habits, atomske navade po slovensko, tudi v slovenščini obstaja, kjer govori ravno to. Se pravi, ti velikih premikov v svojem dnevnem ritmu ne moreš delati razen, če ne vem, se preseliš v drugo državo, drug kontinent, pol je velika priložnost, da se ti marsikaj spremeni. V osnovi pa gre za atomske navade in velikost navade ni bistvena. Bistveno je ponavljanje, ker navade delujejo, mi v tej knjigi, to je meni kot matematiku bivšemu, fantastično. Ne? Mi mislimo, da navade delujejo linearno. Ne?
ampak navade delujejo po obrestnem računu. Se pravi, na začetku je zelo nizki donosi, polka se pa nabere glavnica, gre pa gor v nebo. Ne? In takrat, ko to prime, ne? Takrat recimo, si misliš, recimo zelo dobra metafora tam je, se voda ohladi še za 1 stopinjo iz 100, pa še za 1. Kje bo to kdaj let, da je nekaj, ne? Pa še za 1, pa še za 1, pa še za 1. In kar naenkrat parata let, ne? Si misliš, temu je pa uspel. Ta ima pa uspešno firmo, ta ima pa dober podcast, ta ima pa temu pa zakonska res dobro dela. A ne? Ne. Pač delal je neke atomske navade, delal je toliko časa, ne? Kako že rečejo, ne? There's no overnight success, oziroma vsak uspeh čez noč traja približno 20 let. Ja. Ta je meni vrhunska. No in kako to? Se pravi, neki so cilji, kje bom jaz do junija, recimo. Jaz sem tudi sam za letos en tak dost zanimiv cilj zase. Neki so pa potem v bistvu te navade, ki rečeš cilj, dajmo to, premaknemo. Ponavadi je boljš delati male navade, pa več ponovitev. In takrat, ko navada še ne prime, mislimo, da je to brez veze, ker smo pričakovali linearno rast. Obupamo prehitro. In to je, kar se tiče prejemanja. Pri dajanju pa meni se zdi super, da si tisti vzel, da si to povedal, ker tukaj po moje oba dva imava podobno izkušnjo. Se pravi, koliko je treba, da jaz dam nekaj od sebe. V smislu od sebe, da nekaj, recimo, vprašal poslušalce retorično vprašanje. Kdaj ste nazadnje svoj blog napisali? Kdaj ste nazadnje neki par avtu novega popravili, kar prej še nikoli niste. Kdaj ste, ne vem, bili nazadnje gost na neki oddaji, kdaj ste nazadnje na ambonu stopili pred celo občestvo župnijsko, pa nekaj prebrali ali pa povedali. Se pravi, zakaj, mislim, koliko je v meni tega? Koliko je v meni? Koliko imam jaz na svojem TRR-ju? Recimo, če imam na TRR-ju 1000 evrov, se najbrž udobno počutim, da 100 evrov mogoče nekomu podarim. Ali pa 200, ali pa vseh 1000, če imam na TRR-ju 100 000 evrov. Mi 1000 seveda dam, ni problema. Koliko imam jaz na svojem TRR-ju? Kdo je ta Matej? In tukaj, tudi letos polet sem šel za en teden v tišino, v TZ. Velikrat nas še posebej najbližji kritizirajo, pa smo kritizirani pa tako naprej. Eden od glavnih spoznanj tišine ni bil najbolj glavno, eden od glavnih teh božjih besed, milosti, ki so mi prišle, to lažb. Recimo, ko me kakšen ali v službi ali doma kritizira, to v resnici ni, jaz sem zelo na besede mahnen, to v resnici ni direkt zavzet. V osnovi, Matej, ti si najprej zelo v redu človek, pol imaš pa še te napake, ki ti jih zdaj letale učita. In Matej, ti imaš na TRR-ju milijone. Res, kljub temu, da ne znaš avta voziti, pa kljub temu, da si bil 10-krat v bednik, pa v tisti. Če jaz tega ne vem, da imam na svojem TRR-ju milijone, jih pol ne bom pomnožil. Jaz sem imel srečo, jaz sem bil v osnovni šoli v matematiki res vrhunski. Jaz sem bil najbrž zaradi tudi tega, ker sem imel druge pomanjkanje, in ja, jaz sem pol bil, jaz sem bil pol šolsko, zmagal občinsko, zmagal, kar sploh nisem vedel, meni je bilo to čisto wow, kako? Jaz, ja, zgodilo se je pa to, še zdaj se spomnim, mogoče sem pa to že povedal, ampak najbrž ne. V 6. razredu šla mami na govorilne ure. In je prišla nazaj, Matej, veš, saj ta tvoja učiteljica za matematiko, ki je tudi tvoja razredničarka, ona ve, da ti znaš, ni treba vsakič se javiti pa tako, pa dokazovati. In takrat je, kaj? In od takrat naprej sem jaz vedel, da znam matematiko, in takrat sem pol bil drugi v Sloveniji, pa sem šel na državno jugoslovansko tekmovanje v Split, Kaštel Lukšički, itd. Skratka, ja, in to je meni dal vedeti, da tudi tak človek, ki je tokrat izključen,
ima nekje neki zadat. Najmočnejša ta je bila pa pol v moji zgodovini računalniki, pač moj oče je imel računalništvo in jaz sem tudi pol znal in grafični dizajn konkretno je bilo, CorelDRAW, ko smo v mladinski skupini, pol, ko sem se že čutil vrednega, da hodim v mladinsko skupino, ne, v bistvu, da sem jaz tam, ko sem dal pobudo, da imamo svoj časopis in izvedel cel ta projekt, dobil pisce in oblikoval vse v CorelDRAWju in nesel v kopiranco in naprintil tistih 25 izvodov, kolikor nas je bilo. In to je bilo zame začetek moje dejavnosti kot, mislim, vi celo temu rečete apostol, se pravi, ko začneš dajati naprej. A ne? To je bil zame, za Mateja, starega 21 let, začetek apostolstva. Ne? In to je šlo pa sam naprej. In jaz tudi, ko si prej rekel, vse to se sliši čudno, ampak če ne bi imel, kako bi rekel, če ne bi mi bilo dano, da bi se mi razvila ta drža, jaz sigurno ne bi imel družine. Ker jaz tudi ne bi se počutil vredenega, da sem za eno punco dovolj dober. Jaz sem že večkrat tudi govoril, ne, pa tudi to je dosti splošna stvar, ne, da punco dobiš takrat, ko začutiš, da jo ne rabiš, da si tudi brez nje full cool. Približno tako kot kredit dobiš takrat, ko banki dokažeš, da ga ne rabiš. Zelo, zelo podoben. Ne? Ko vidi banka, da ti ga v resnici ne rabiš, ker imaš to, ga lahko zavaruješ, da to pa res v bistvu boš zagotovo plačal. Na podoben način. Ne? In ja, je pa ena past tega dajanja naprej. Jaz sem, pri meni saj, jaz sem ves čas navajen delati, simbolno govorim, 20% več kot ostali. 20% več v šoli, 20% več tam, zato pač, ker sem vedno malo od zadaj začel, v velikih stvareh, ne vedno. Pri matematiki sem začel veliko pred ostalimi, ampak vseeno, ne, v tistih stvareh, ki so bile bistvene za socializacijo, pa za na noge se postaviti, ker matematika s tem nima veze. A ne? In sem ves čas in s tem se pa borim, s tem overachievanjem, no? Kako več narediti kot ostali, ker pol iz tistih 20%, ki boš več naredil, boš dal tisto ložo, pa bojo obresti, pa bo pol že 42, ne sam 40 naslednji dan, ne? Ker bo že tisti investiral. Obrestni računi mene ful navdihuje. Ne za denar samo, bolj za druge stvari kot za denar. Ok, se pravi, če prav razumem, je teh dodatnih 20%, ki jih pa daš že zato, da bi si s tem skušal dokazovati neko svoj občutek nevrednosti. Ne, bolj za varnost. Varnost, ok. Ja, mogoče tudi, kdaj ne, saj sem tudi še v kakšnem stvari boljši, pa mogoče sploh ne. Pa bolj za varnost, a veš tist, kaj bomo pa jutr, a ne, kaj pa če jutr skozi pademo, ne, spet, ne, ta varnost. Ne, ampak, a veš, mi se večkrat pa te varnosti oklepamo pa na tisti... Že prej, na tisti pasivni strani, na tisti strani, kjer se sploh ne upamo lotiti. Ključno vprašanje je, koliko imaš ti na TRR-ju, pač na svojih talentih. V realnosti vsi imamo milijone na nekem področju. Sej to govorim. Mislim, a verjamemo, da nas je Bog ustvaril? Ne. Wow. Ne, tega ne verjamemo. In to je meni ravno skozi te odnose, ki so mi bili dani, skozi stvari, ki so pa vendarle uspele ob pomoči drugih. A ne? In ti da tista rast, ta obrestni račun, ko zrasteš, se pravi, ne vem, mislim, sej socialna akademija. Pač nekaj, kar je prej obstajalo, ampak čisto na eno stvar, ki je odmirala, zato ker si noben več ni bil pripravljen 20 vikendov vzeti, da bo tam sedel in se učil aktivnega državljanstva 20 vikendov. Ne? Brez neke formalne stopnje izobrazbe. A ne? Pač, ok, in smo to prevzeli in spet, ok, zdaj je bilo 20 let od ustanovitve zavoda, lansko leto, a ne? Spet en jubilej, kot imate vi svojega, pa jaz svojega osebnega. Se v tistem bi te rad še vprašal. In skozi vsak dan po principu obrestnega računa ima socialna akademija nek kapital v smislu kadrov, poznavanja, baze podatkov, uporabnikov, predvsem pa glavni kapital je to, da
smo komu neki pomagali rešiti in nas zato še enkrat pokliče pa povab. Ali pa da pred državo, da dobro delamo z mladimi recimo. A ne? Se pravi, ta kapital zaupanja, ki ga ti ustvariš. Ok, ampak recimo tako pri podjetju ali pa pri organizaciji kot osebno v življenju, ne, je glavna ta recimo tema zdaj, ki jo probava tle, ta aktivno, ne? Zdaj tam pri Socialni akademiji spodbujate aktivno državljanstvo. V Gorečem grmu imaš ti spodbujanje osebnega nekega aktivnega klica, kateremu je vsak od nas poklican. Ne? Ja. A veš, neka rdeča nit se mi zdi ta proaktivnost. Proaktivnost, ne? Zdaj, če mene vprašaš politično gledano, ljudje smo precej pasivni, ne? V Sloveniji. Zelo pasivni. Ne? In to se v bistvu ne izboljšuje, ampak se slabša, če me vprašaš. Ne? Se pravi, ok. Tukaj si zdaj moje največje hrepenenje, karierno gledano. Ne? Ja, no. Kako graditi proaktivne ljudi, tako kot imate vi, kako graditi zakonce, ne? Pare, ki bodo blizu Bogu in s tem, tako imam jaz zelo podoben za posameznike, predvsem pa za voditelje. Mi rečemo, changemaker je ustvarjalce sprememb, ker ustvarjalec sprememb je en vaš zakonski par, ki vodi nekaj, ustvarjalec sprememb je nekdo, ki sosedi pomaga, ker je moža zgubila, ustvarjalec sprememb je, ne, zaprav, to je tisto ključno, v tem stavku imamo lahko 10 epizod. Mejva kar to zaenkrat, ja. Kaj? Kako vi na Socialni akademiji vidite situacijo in kako konkretno spodbujate ljudi, da bi bili changemakeri recimo tam, pa se lahko dotakneva potem v naslednji točki še Gorečega grma in prideva do tvojega osebnega, bi rekel, tvoje osebne spremembe, ki se v tem letu naprimer dogaja. Tako obratno pot bova obrala. Socialna akademija, naše poslanstvo so 3 glagoli, prepoznavati ustvarjalce sprememb, jih usposabljati in podpirati. Okay. Prepoznati je glih to. Noben ne bo imel toliko ponosa, da bo sam sebi rekel, jaz sem pa voditelj, jaz sem pa ustvarjalec sprememb. Sam pozor, beseda voditelj, to ni, da se daš nad druge. Služeče vodenje je, da se daš pod druge. A ti zdaj kdaj svojemu otroku, ki si mu voditelj, po definiciji, rečeš, jaz sem pa voditelj, ne. Pač ti ga imaš rad, ti se postaviš na nek način pod njega, zato ker ti svoj čas investiraš za to, da bo on boljši. In to je ena od najboljših definicij voditeljstva. Dati čas za to, da bodo drugi svoj polni potencial razvili. Ok, se pravi, to prepoznavanje. To prepoznavamo in to je, recimo primer je, zdaj smo glih zaključili z enim Erasmus projektom, kjer smo naredili inovacijo v Sloveniji prvič na Erasmus izmenjavah mladinskih, da smo 3 zaporedne izmenjave prijavili. Na prvi so se udeležili, pa govorili zelo veliko seje po svoji identiteti, kdo sem. Na drugi so že mladi iz 7 držav, med drugim tudi Slovenije. Na drugi so že posamezne vsebinske sklope, uro pa pol dolge, kaj izvedeli, pa govorili o dialogu. To je pol leta za prvo, tretji pol leta za drugo, so pa že mladi dneve prevzemali cele vsebinske sklope, evalvacije in tako naprej. In v bistvu, kaj na koncu merimo pri teh izmenjavah, koliko ljudi je naredil kakšne korake. To bi lahko z badži ponazorili, kjer označko si dobil, pa ne spet, da se kitiš, ampak hej, hvala Bog, 3 talente si mi dal, 3 druge sem pridobil. Dal si mi, da grem v delnice na Hrvaškem na prvo izmenjavo, sem tam v Avstriji 3 druge pridobil in sem jih spet investiral in sem tle v Sloveniji na Rakovniku, ko smo imeli 3. So pa že nove mlade vodili. Prva pa druga sta bila manjše, 3. je bila pa že za nove mlade, so pa uniče za nove mlade vodila in nove vključovali v proces. To je prepoznavanje. Ali pa recimo, ne vem, ko se celo mladinsko delo, če pomislite na skaute ali pa tako, pač ves čas, ali pa oratorijski animatorji, to je ves čas prepoznavanje teh ustvarjalcev sprememb. To je prepoznavanje. Pol gremo na usposabljanje. Tukaj so kompetence ključne, tukaj me kar srce boli. In wow, mi je lani, ko smo začeli s tem usposabljanjem vodenje 9-7, celoletno usposabljanje, niti ni
toliko zelo pocen, ker tudi stroški pridejo, pa tudi drugače, je stvar resna, zahteva na nek način po svoje resno predanost. Ja. 5krat od petka popovdne do sobote popovdne ti greš in se učiš od, po mojem mnenju, najboljših slovenskih katoliških voditeljev, ki so hkrati tudi katoličani, se učiš vodenja. In to pride prav vodju mladinske pastorale v župniji, vodju založbe, župniku, ki združuje 2 župniji, to pride prav župniku, ki hoče laike vključiti v svoje delovanje, to pride prav vodji biblične skupine, članici ŽPS-ja, vsi se združijo v temi vodenje. Naprimer, vprašanja, kako poveriti nalogo, kako voditi, ne samo koordinirati. Ja. Torej, imeti neko smer, imeti neko idejo, imeti neko vizijo. Kako nastopati, da bom približno postavljen, da ne bojo drugi v meni gledali visečega žakla. Glih zdaj, ko smo na tem taboru krompir pomagali pobirati, sem vprašal, koliko te žakle se mora... Jaz pač nisem skmetal, koliko te žakle treba napolniti. Ja. Čist do konca, zato da stoji po koncu. Da stoji po koncu. Ja, drugače se kar ne vem, kaj že uporabljajo tam v idrskem narečju. Se pravi, Prekutali. Ja, se pravi, kako kot voditelj stati po koncu, biti poln tega krompirja, talentov. Ja. To se učimo na tem vodenju 9. To je usposabljanje. In zdaj spet, wow, mislim res, lanska izkušnja, vsak voditelj si zastavil voditeljski izziv. In ko sem, meni so se orosile oči. Ko sem bral tistih 26 ali niso čist 2, nista, mislim, 24 ali koliko, voditeljskih izzivov, kaj se bo junija zgodilo, kaj bo junija drugače, kot je zdajle, oktobra, lansko leto, za lani govorim. Pa to je meni toliko lepo videti, kako 24 ljudi verjame, da bojo v župniji neko mikrospremembo naredili in da jim bomo mi skozi preostale vikende in večerna predavanja in skozi facilitiranje malih skupin podpornih pomagali, da se bo to zgodilo, ampak to ni bistveno. Važno je, da bojo pol oni z isto hitrostjo spet eno novo spremembo čez 1 let naredili. Tokrat večjo, ker bo že obrestni račun, bo že z obrestmi. To in pa podpirati. Podpirati je pa to, da recimo jaz grem vam pomagati strateški načrt narediti. To ni za vas usposabljati. Sej se ob tem valjda tudi učite, ampak ni bistvo. Bistvo je, ali pa bistvo je recimo, da podpremo, ne vem, nekoga, ki bi rad začel svoj podcast, pa mu studio posodimo, ali pa bistvo tretjega glagola podpirati, se pravi prepoznati, usposobiti in podpirati te ustvarjalce sprememb. No, to meni se zdi, da smo res vsi poklicani biti ti ustvarjalci sprememb. In da kdorkoli tole poslušajo v resnici pozvan k temu. Ogromno naših ljudi, diževcev je v resnici v poziciji, mnogi to že počnejo. Se pravi, proaktivno prepoznavati. Ja. Kje je kdo, ki, Aleš je včasih Čerinov rekel, ki se mu svetijo oči, da je nekje zagret za gradnjo boljših odnosov, kje je nekdo, ki bi lahko prevzel eno skupino, ali pa vsaj skoordiniral začetek neke skupine in tako naprej. Potem druga stvar je pač usposobiti se, vedeti, da smo vsi ves čas v procesu, se pravi, imeti se za vrednega iti tudi nadajamo naprej, ali pa recimo za tale vodenje 9-7, jaz sem pač kot eden od teh izvajalcev sodeloval pri Dižu, smo bili zraven, moram reči, da sem bil tudi jaz ganjen nad tem, ker sva z Alešem vodila prvi vikend lanskega oktobra, in pa smo se maja, junija dobili na zaključnem 5. vikendu. Tako, na 5. vikendu in videti to spremembo je bil prav kontrast v ljudeh, v sami skupini najprej, kako se je povezala, in to mi je bilo eno veliko znamenje upanja. Tudi čisto konkretno moram reči v smislu tega sodelovanja med duhovniki in laiki. Tukaj se je videlo, da se je res ena skupnost močno oblikovala med njimi. Mislim, da je bilo 11 duhovnikov pa 15 laikov prijavljenih na to. Ja, a veš, in v začetku prvi vikend še vidiš tisto neko ločitev, strahospoštovanje, mogoče majčken nezaupanja, pol na koncu pa vidiš res povezano skupino, ki skupaj želi to spremembo ustvariti. In to mi je bilo res ful lepo videti, Tako da v resnici priporočam, da se še kdo odloči za to. Meni je to toliko dragoceno, jaz toliko vidim svojo poklicanost v tem, da res skušam dati najboljše izvajalce, zato si tudi zraven, najboljše
od sebe najboljše stvari želim dati. No. Najboljšo koordinatorko, kar jih poznam, ker je cel let zraven, moja sodelavka Andreja Snojker-Šmanc. In poskušam res na nek način, dati to naprej slovenski cerkvi. Ja. Verjamem, da v vsakem od nas vidiš nekoga, ki javno nastopa, jaz ne bom nikoli tako. Ja, mogoče ne, mogoče pa mogoče bo šel pa krat 10. Nikoli Karkoli že je krat 10. nikoli ne. Pogoj pa je goreči grm. No to. Se pravi, ne kar vsem, ker to govorijo tako, kakšni posvetni podcast, jaz jih veliko teh poslušam, podcastov vezanih na osebnostno rast, na razvoj podjetja, na razvoj potencialov, ker to je pač moj, kako bi rekel, področje dela. In ki pravijo, lahko si vse, kar si zaželiš. Ne. V skladu z osebno poklicem. Lahko si vse, kar si zaželiš in te je Bog v to povabil. Recimo bom dal zelo matematično, bom poskušal ponazoriti. V veščini A imaš zdaj 10 talentov in boš se boril na polno in boš čez 4 leta prišel na 12 talentov. Ja. V veščini B se boš pa boril na polno, pa imaš tudi zdaj 10 talentov, ampak boš čutil, da Bog doliva zraven, boš čutil goreči grm, boš čutil vabilo, boš šel za to v nekaj, kar je izven tvoje cone udobja, boš šel v nekaj, kar ti je toliko težko, boš zaradi tega spremenil in zaradi tega se bosta z ženo skregala, ker boš ti drugačen čez pol leta že, ker bo že čez pol leta na 20-ki, in se bo podvojilo vsake pol leta in sva čez 4 leta, mislim, da na 16krat, ne, še več pride, ne. Se pravi, nisi iz 10 na 12, ampak si iz 10 na 400, recimo, zmešljujem si, talentov, ne, in zato, zakaj bi svoje talente zapravljal pa svoj čas za nekaj, kjer bo 20% donos v 4 letih. Zdaj zapravljaj jih za tisti, kjer je 1000% donos v 4 letih. In tukaj, kaj je moj goreči grm, tukaj pa je spet, ne, tako. Ja, če kakšen od poslušalcev posluša, pa si želi to zvedeti prek coachinga, dobrodošel, ne. Drugače pa mislim, da je tudi v vsakem od vas nas, da to sami slišimo, ne. Ampak biografija nam zelo pomaga, no, v smislu, da vidiš za nazaj, v kjere zgodbe te Bog kliče, ker imajo vse skupni imenovalec in tukaj lahko tudi osebno pomagam komu. Tako, no. No, pa že v samih teh podcastih goreči grm, ki jih imaš, ne? Je navdih lahko. So zgodbe, so navdihi, konkretnih ljudi, kako so prisluhnili temu božjemu klicu, no? In naredili krat 10. Pa ne, še enkrat, to ni napuh, upam. Ne? Ta krat 10, itak ga ti daš spet naprej. Lej, finte je v tem, no, da mislim, da smo tako kontaminirani z eno... No, kaj je v nas, v slovenskih katoličanih, da mislimo, da je krat 10 slabo? Ja, ali pa da sploh, da bi bil jaz lahko tisti, ki sem nekam poklican. Ne? Se pravi, najprej je tukaj element šolskega sistema, ki večkrat zapre in zatre, kot pa spodbudi. In recimo ti si imel sicer obraten primer, kar se matematike tiče, ampak mnogo od nas ni imelo ničesar. Vse je bilo ostalih X predmetov. Kjer ni bilo. Ne? Ja, no tako, no. Se pravi, a veš, tukaj se mi zdi, da je ena velika bremza. Ne? Velikokrat žal so napačno razumljene tudi stvari v našem duhovnem, krščanskem, katoliškem kontekstu, kjer sicer slišimo pridigo na to temo in tako naprej, ampak vsa ostala kultura ti pa govori samo tam pridno se pač sodeluj in tam v cerkvi daš, to je pač greš. Tudi pridige ne slišimo na to temo. Tudi pridige ne slišimo, no tako, no. A je že kdaj je kdaj iz ambona kakšen podjetnik bil pohvaljen za to, da si je upal? Ja, malo kdaj, no. Ja. Mislim, da si je upal investirati in slišati, kje so najboljši donosi, ker kaj je goreči grm, je v bistvu finančni svetovalec, če zdaj na to metaforo greva. Mislim, goreči grm, sveti duh, je tisti, ki ti bo povedal, da je v to delenco nalož, to danes deli, ker kaj je glavna stvar? Jaz mislim, glavna stvar je, kako porabiti čas. Ker vse ostale talente pač skozi čas plemeniti. Čas je tisti, ki v resnici multiplicira. In kako porabiti čas? Se pravi, danes sem tukaj.
Večina ljudi pravi, ne, v službi jaz oddelam to, kar mi rečejo. Ja. Kako? Ja, pač imam šefa in to je to. Ja. Jaz sploh ne vem, če bi znal tako živeti. Popoldne imam pa pač neke dejavnosti, kamor otroka razvozim. No in kar si rekel, proaktivna, reaktivna drža, ne, reaktivna je nasprotje od proaktivne, to nismo omenila, ampak reaktivna drža pomeni, reagiram na zunanje okoliščine, ki so se mi pač zgodile in nimam kaj. Ja, žrtev. Proaktivna drža je pa tale talent imam, zdajle sem tukile, kam naj jaz ta dan investiram, to uro, to minuto, teh 5 ur, da bo donos največji. Ne? Pa spet, se čuti malo tega mojega overačivanja, 20% več skosa, ker ravno tukaj je pa zdaj obratno, ne? Ta moje 50. leto življenja, ki ga želim živeti, je ravno to, da pa mogoče malo gremo obrat. Tako da upam, da ne pridem kaj narobe. Daj malo razloži, kako doživljaš tole 50. leto življenja? No? Ja, meni se zdiš zelo mladosten 50-letnik, se pravi, da je skoraj 50-letnik, nisi še tam, ne. Ampak... Legenda Vital Vidar pravi, da si toliko star, mislim, da si po srcu toliko star, kot je tvoj najmanjši otrok, tako da midva sva... Aha, vidva sta še mlada. Pozno začela, pa 6 imela, tako da Bogu hvala, da sem lahko še malo mlajši, mogoče tako še po hrbtenici, po srcu po hrbtenici pa nisem več. Ja. Ampak tako je, no, z mojo Simono sva se spoznala leta 2000 in sva šla v Rim potovati, ker jaz sem si želel backpackinga, se pravi potovanje z ruzakom nekam. Predtem sem bil v Ameriki, po ZDA, od coast to coast pa nazaj z busi. Potem in pol, ja, Rim greva super, greva itak z vlakom super, sam jaz bi dodal še Palermo. Ja, in pol sva šla in tako se je tudi začela najna sezona, najna pot backpackanja, sva bila pol še marsikje z ruzaki. No in leta 75, ko je bilo sveto leto, to ta redno, še nisem bil rojen, sem letnik 76. Leta 2000, ko je bilo sveto leto, sva se z ženo ravno spoznala in sva šla v Rim. Tako da sem rekel, ja, morava pa tudi na tega nekako iti ali z otroki ali sama in so se polje padla odločitev, da greva sama tam konec oktobra, v tistih počitnicah, ker je žena učiteljca. Ampak ta metafora svetega leta me je pa pred 2 leti v Tezeju, v tišini, ko sem bil spet sam, močno nagovorila da so mi ljudje, tist 7 let in 7 leto je bilo malo bolj, kaj bo sploh? Bolj mirno ali sobotno leto, ampak kaj to pomenilo? Da nič ne sejo, ne? Naj bi bilo tako, da naj bi ničesar sejali in da bi pa samo pridelke prejšnjega leta pobrali in tako naprej. Ja. No, je pa vprašanje zgodovinsko, če je bilo to kdaj dejansko res, ne? No, ampak kaj mene navdikovalo, spet ta obrestni, ne? 7x7 je pa 49. In pol 50. leto je jubilejno. In 50. leto je pa wow. Ne? In ko sem jaz bil 30. maja star 49 in ko se je ravno v svetem letu to, pa mi je nazaj priklical, ker sem se tudi pripravljal, da bom šel letos samo v Tezeju v tišino, pa ne tako naprej, sam res, kaj če bi si jaz za svoje 50. leto podaril tako osebno sveto leto, ne? Ki je ravno sovpada pač z pač svetim letom v Vatikanu. Ne? In to osebno sveto leto v bistvu sam pomeni pri meni drža večjega poslušanja, večje čuječnosti, večjega prepoznavanja, kje sem, kdo sem, večjega prepuščanja tudi tega, da stvari grejo malo po svoje in je na nek način zdravilo pri meni za tistih 20% plus. V smislu... da bi se moraš vedno nekaj dodatno truditi, da bi vendarle bil štric z ostalimi. Ne? Na svojo 20% čezmernost sem si dal 20% popusta. Ok, kako konkretno to počneš? A delaš manj? Večjim po mojem malo manj tudi, oziroma zbiram mogoče malo boljše posle, priložnosti, ker smo nekje je socialna akademija, nekje je pa moj SP, in mogoče zbiram malo boljše ponudbe,
in kakšno rečem ne v tem drugem delu, in se na nek način malo bolj razvajam po svoje. No? A veš, to se mi zdi, ne? Mentalno bolj mogoče. No? Okay. Ne? No, pa se tudi ta tvoj večkrat omenjeni tezi, ne? Ti recimo, Je razvajen. ne vem, za očeta 6 otrok, koliko časa te ni bilo doma? Ja, lej, Flixbus vos 24 ur, ja, ne, nisi tako na easy z avtom v 11. Ne. Aha, ok. Tako da, se pravi, sobota do ponedeljek zjutraj, no, se pravi 9 dni. Aha. Je, ja, tako je Okej. ekskurzija. Meni se zdi to ena taka ključna stvar, ki si jo koliko pogosto recimo ti dovoliš. Na 2 leti. Na 2 leti. Okay. Simoni je ok. Simoni je to investicija. Okay. Ona to tudi javno že večkrat povedala v kakšnem podcastu, da je, mislim, vsaj enkrat, no se spomnim, ne večkrat, ali pa na teh pričevanskih večerih, da je to, da me za 9 dni odda, v narekovaju, ji je investicija. Da pač dobi toliko boljšega Mateja nazaj, ne? Ampak jaz pa tudi, ko recimo kdaj grem s kakšnim prijateljem v tišino, vidim, koliko jo jaz veliko bolj resno jemljem. V smislu, jaz to ne, kako bi rekel, še zmeram se v tišini moraš nastaviti, ne? Ampak poskušam, da ni toliko distrakcija, ne? Da sva res z Bogom, ne? Da res grem k njemu na obisk, ne k čem drugem na obisk. Kaj dobiš v tem času, recimo? Kaj si letos dobil? Manifestira se skozi približno 80 do 100 popisanih strani. In v bistvu se pravi, poskušam neko kombinacijo ignacijanskih pa teh potezejskih priporočilih imeti nekak 3 molitve na dan. Ostalo je pa itak si 3krat tam v tezeju pri molitvah, pa v tišini, pa narava, pa sprehodi, pa kakšen tek, pa tako naprej. Najmočnejši recimo letošnji je bilo, glih tisto nedeljo je bilo pol, iščite in boste našli, prosite in se vam bo dalo, trkajte in se vam bo odprlo. In je nekako se zavezala mašenca čez cel teden v tem stavku. Prosite in se vam bo dalo, da imate res malo več mol, pa si malo bolj malo manj sam prizadevi, pa malo več mol, pa boš tudi dubu. Iščite in boste našli, mi je tako učenje, da imate kar nadaljuj s pridobivanjem kompetenc z to rastjo. Trkajte in se vam bo odprlo, je pa pri meni velikrat zaradi vsega, kar so najbrž zdaj gledalci že spoznali, ti si že prej vedel, da imam določene zadržke v vzpostavljanju odnosov. In to se manifestira skozi poslovna sodelovanja, skozi moje vodenje, skozi vse te stvari, ne, da naj trkam, naj ne. Ko dobim eno idejo za nek projekt, naj ne pomislim najprej sam, ampak naj najprej potrkam na kakšna vrata in razmišljamo, kako skupaj. Okay. No, skratka, neko tako stvar dobim, 2, 3, 5 takih stvari, ki noro mi je bilo pa, ko sem vedno vzamem stare zapiske s sabo tudi iz prejšnjih tišin in ko sem pa prebral od 4 let nazaj svoje zapiske, a veš, da je bil noter opisan sedanje poslanstvo Socialne akademije in noter je bil opisan vodenje 9-7, cel tečaj in noro. Mislim, prerogbe so te zapiski. Res. Verjamem. Mislim, to mi je tako, se veš, sva se pogovarjala, če bi šla skupaj. pa si nisem drznil pomisliti na to, da me toliko časa ne bi bilo. Jadranja imate, ki so, imamo z možmi, da ne bom te tožil, ne? Jadranja, ki so, ko sklepam, ne samo duhovna, ampak so tudi fizična, pa ampak driblanje, pa tako, ne, sociološka. Tako, je moško, bi rekel, pot in način moškega medsebojnega spodbujanja in rasti, ampak govorimo prav o tišini, ne, ki je po mojem ključna. No, meni se zdi, ja, pa je še jaz na tak način tako dolg nisem izkusil. Med drugim tudi zato, ker pač si ne dovolim, se za toliko časa odklopiti od družine še enkrat, recimo. Ne. No, ampak zanimivo, da še nisi nikoli. Na
tak način ne, toliko dolg zagotovo ne. A veš, kakšen je moj promocijski nagovor? Za tišino. Ja, pač povem izkušnjo iz svojega leta 2000, ne? Aha, Ko je bila prva. Ne? Ok. Sem bil 24 let, nobene takrat še zares punce, ja, konc študija, pojma ne imel kaj. Sem šel v tišino, čutil sem klic že večkrat v TZ isto. Prvi dan, drugi dan, zdržal bom, ne? Tako kot smo se ta prvih eksodusov lotevali, se bom zdržal. Ne? ja, Ok, tretji dan porazno. In pol, ko sem opazoval, zakaj, počutje porazno, zakaj sem toliko sesut. ja, Zato, ker so odnosi, ki so me obdajali, počasi zbledeli. Prvi, drugi dan ti še razmišljaš o ljudeh, o problemih, o službi, o družini, o otrocih. Tretji dan ni več horizontale, je sam še odnos, če se mu boš odprl. In jaz se prav spomnim, sem svojemu očetu, pa mi nismo doma se tako duhovno, pa kaj si to pol, ne, dubu, ne, oče sprašval, ne, pa res Jezusa na čiste nov način, ne, ni se dal razložiti, ne, no in tudi v pisu kar neki, pa z Bogom se in pogovarjal in menil in takrat res se začel pogovarjati prav za res in tam v petek ob križu, pa kaj ne zdaj Bog, ne? Glas je bil stay peaceful and be a gift, v angleščini je bil glas. ja. Ostani miren in bodi darilo. 3 tedne zatem sva s Simono hodila. Ker nisva prej si kazala, sploh še do tišine si nisva kazala neke zelo jasne naklonjenosti. No. Okay. Ja. Se pravi, to ima rezultat tudi v odnosnem In smislu, more biti, skratka, hočem reči, od 4 naprej se šteje. Zato četrtega pravim, dni naprej. ja, ne, koliko boš imel žive teže. Ja, bravo. Oziroma neto brez kosti, ali kako se temu reče. Ne? Ja. No, ampak Zato pravim, ne, če je tišina 3 dni, da pač sej Bog po svoje dela. Ampak pač neka taka, če spavc mirilo mi je, od 4 naprej se šteje. Zanimivo. Ok. Mojih 30 ur torej ni dovolj. V redu, dej povej, kako res v resnici pač potem vidva to, ne, odnosi so zakon. Pa prej si rekel, da smo vaju dobili v Pacu Pardižu. Ne? Kako se recimo ob 6 otrocih vajin odnos v resnici kali, kako sta s Simono recimo na poti te tvoje rasti, ki je recimo nekako tle preko skupin Exodusa in teh zadev nekako moško vezana, kako temu Simona sledi ali ne sledi, ali igre na živce. Ali... Zakaj se smejem? Zato, ker sem ti hočem reči, a si videl, koliko sem za farbo, to pa nisva bila zmenjena, da bo. Ja, no deva še to malo odpreti. No. Čutva božje varstvo, čutva, da smo trije že od skozi. Mi dva smo imela za poroko, nama je ena prijateljica narisala slikco, v Italiji je takrat že živela tista prijateljica in sva rekla, bi imela rada ikono, tako kot so v TZ-ju ikone in tako naprej. In ne, mislim, na les nekaj narisam ga za poročno vabilo in tako naprej. In pol je ona narisala tako mene, pa Simono, pa Boga zgori, tako v takem bolj ikoničnem stilu in tako. Ne, da je to ne moreš dati na poročno vabilo in kako je zdaj to povedati po telefonu v Italijo, v njih stacionarnih telefonih še. Ja. In dejansko sem 1 uro pa še malo z njo govoril pol v Italijo, kar je bilo zame tako čist čudeno, ne, in razložil in pol je prišla ena slikca, ki je izlitje tega, kar se pravi sva tako midva z onim skupnim očesom, ki je tudi pri Rupniku bil večkrat neznan in tako zgore je pa eno oko od Boga Kristusa, ki je tako nekako na križu, da se sploh ne spozna najprej, da je, a ne, se pravi, midva sva že poroko ves čas tako jemala, kljub temu, da takrat to ni bilo še toliko, bi rekel, samoumevno. No? Nama so ljudje rekli, ko vidva to tako skozi neki, pa tudi da v težavah, pa tako, a ne, tako, da to navabilo, to je vesel dogodek, zakaj s tem, ne? In ves čas to čutva in ko sva bila že parkrat na robu, bolj v prvih letih, sva rekla, zdaj pa sam še zakrament, drži skupaj, ne čist naš drugega, tist, ki si tako navržeš mal, ne? Preizkušnje so velike in velike tudi še tabujev med nama, po mojem veliko stvari, o katerih, ne tabujev, ampak o katerih se ne znava pogovarjati dejansko.
Ampak ves čas pa čutva, da je ta pot blagoslovljena in sva oba taka, da to verjameva. Tako da jaz naju ne bi ocenil po recimo, da se zelo dobro pogovarjava recimo. Ali pa da zelo dobro ali pa veliko skupaj molva. Saj ima, mislim, meni je to tudi se potrepljati po rami, ne? Pač mi v družini primarni nismo nikoli molili večerne molitve, pa pred obroki tudi ne, pa ne. Mi dva so to vse uvedla v najno družino, mislim, veš, kakšen je to spet, ne? Če merva spet donos obrestni račun v generacijah, ne? Zdaj, če bo najno otroci naredili še tak napredek z obrestmi, ne? To so že svetniki, hecam se, ampak res, mislim, take navade uvesti, a ne iz nule, to ni lahko. Mislim, ni lahko. Ni samoumevno. Dano je bilo. No. Tako da, ko si vprašal, kako ta rast pa to, moja Simona je res fascinantna v tej tudi drži, iti iz cone obdobja. Se pravi, ona bo pomislila najprej, kako bojo pa sosedje, ali lahko še kaj, velikrat celo pred sabo, v tem smo si malo kompliment. Jaz tist najprej masko sebi, pol drugim, ne, ona bi pa obratno, ne, velikrat. In naj to tudi v bistvu uravnoteža, ne, konc koncev. In ona je zelo velika, vse že 6 porodov, pa skozi služba praktično, ves časa, ne. Kaže na to, da je tudi pripravljena za nekaj, v kar verjame, da je prav, iti tudi v neznano. In to naj po moje, spet tista proaktivnost, spet tista pripravljenost iti iz cone obdobja. Naprimer, ti dam primer, no, mi dva imamo ta dolg kombi, ker nas je pač 8, ne. In mi smo šli na road trip letos polet in Simona je seveda edina voznica. Ne? In 3000 kilometrov je bilo, se pravi, pač skozi Hrvaško do Beograda, Skopje, Ohrid, Albanija, pa pol gor po Jadranski magistrali. Jaz sem imel bolj Airbnb-je, pa znamenitosti na čez, pa otroke malo angažiral tudi v to, Simona pa vožnjo. In mi, recimo, mislim, največ, kar je bilo na teh road tripih, smo jih že imeli par, je bil odbit špegu med eno vožnjo, pred 8 leti, kaj ta zgaj mogel biti, ne? Lej, drugač, Bogu hvala nič. Ampak to je, če pomisliš, je to s temi možgani, samo en voznik, kombi, 6 otrok, eni še najmlajši 3 leta, a ne? Ni to, mislim, ni to nek dopust v resnic, da bi rekel, ja, zdaj se gremo pa mi umiriti. A ne? To je drža, ko greš ti malo ven za to, da boš učenec. Se pravi, kdor vzame križ, bo učenec, a ne? Tako nekako ta drža, ne? Se pravi, vsi oddelita, se v njej dopolnjujeta in tako sta komplementarna zelo. Fajn. Veš kaj, jaz mislim, da v resnici tukaj se mi zdi, no, da bi rad, da potegnemo vsak zase nekaj, v čemer ta specifičnost gorečega grma vsakogar od nas, no, se mi zdi, da je pomembna. Ne? Zdaj, no, vsak edinstvenega, to je še hujš, ne? Ja, ne da se copy-pastati. To sem hotel reči, ne? Se pravi, Karlo Acutis je bil zdaj imenovan za svetnika, ne? In mislim, je bil razglašen za svetnika, ne? Ja. Se pravi, in on je rekel, da se vsi rodimo kot originali, ampak da nas večina umre kot kopije. Ne? Ja. In to je ravno v tem, no, je težava, da pač ne znamo se vmes ustaviti. A veš, če si ves čas drugačen mal, ne, po nečem, težko si kopija. Ne? Jaz enostavno mnogih stvari nisem mogel kopirati. Dobro, hvala Bogu. Tukaj si ti dobil v bistvu prednost zaradi tega, ker si... No, ampak glih za to si mi zgled. Ne? In zaradi tega si mi zdi, da si dober pričevalec v tem, kako vendarle biti v stalni drži tega prisluškovanja temu gorečemu grmu. Ne? In pač, a veš, v redu sprejemanja tega pa tega ne morem, na tak način ne morem, ampak to ne pomeni, da se bom zaparkiral in da ne bom, ampak Gospod pokaži kako. Zaparkiranost je ena beseda, ki sem jo ravno na nadaljevalnem seminarju v letošnjem letu od Vilme pa Danija slišal. Ja. In me je zelo nagovorila. Pa poznam koncept, ampak
Ne? To so obresti 0 skozi 20 let. Ja. Inflacija ti pa vse požre. Inflacija je pa staranje v tem primeru. No, ampak žal nas je veliko, ali pa veliko ljudi je v... Ja, zase ne moreš tega reči. Dobro, žal je veliko ljudi v tem in meni se zdi, da bi tole mogli biti en wake-up call. No? Tole bi rad, da bi se ob tem začetku tega šolskega, študijskega leta slišalo kot en klic, prebudi se, ki spiš. Ja, najprej je, mislim, jaz, če bom poskusil zase govoriti, ker vsak dan je treba ta cikl tudi delati ali pa vsak mesec leto. Najprej ugotoviti, kaj je na mojem TRR-ju. Ne? Ti ne boš nehal s tem TRR-jem. In ti, ja, kjeri talenti so? Ja, ok. Ja, Ne? ja. Pa če imam otroke, pa če imam vrt, ne, sej to Aleš Čerin tudi, ne, če imaš vrt, zakaj ga ne bi obdeloval? Je talent, ki spi, a ne? Če imaš otroke, zakaj jih ne bi vzgajal? Je talent, ki spi, če jih ne boš, ne? Če imaš, ne vem, ne, talent za pisanje, zakaj ne bi pisal in tako naprej, a ne? Se pravi, priznati si, Da, imam nekaj. da imam. In tukaj, to je po moje najtežji. Pol pa ugotoviti, od kje je to prišlo. Pa kaj zdaj s tem, a je to moje, ali ni moje, ali kaj zdaj s tem, a sem jaz to komu dolžen zdaj, ali kaj. Malo to meditirati, ne, in politi na pomnožitev. Ne, tako bi rekel, no, to bi... Na tem vodenje 9-7 tečaju ni bilo čist nobenega, ki bi se prijavil na ta tečaj, ki je pač skozi celo leto bil, ki bi se prijavil iz obilja časa. Ja, ker ne bi imel kaj drugega početi. To so bili vse ljudje, ki so videli investicijo. Se pravi, ja, mogoče bom letos malo manj produktiven ali pa majčken stisnil, ampak je to investicija v to, da bom naslednje leto lahko še bolj za gospoda. Ne? To so bili vsi zlomljeni ljudje. Mislim, ja, vsi po vrst. Ne? Tudi izvajalci smo zlomljeni ljudje. Ne? Ja. Ni to zdaj, da si polomljen, to ni razlog, da ne bi investiral. Ja. Ne? No, tega se mi velikokrat ustrašimo. Ne. Ja. In ustavimo. To, da ne vem, pač ja. In pol je pa spet tist, ne, ja, a bom preračunal ali ne bom, ne, da ne bom pa šel preveč spet, ne, da si ne bom preveč, ampak včasih je tudi to treba sprejeti, ne, za ene je tudi to ponižnost, ne. Se veš, kako smo pa Exodus 90 včasih imeli, tist, ki je najbolj vse kljukce delal, ne, v Bratovščini je pol enkrat ugotovil mogoče, da je bila v tem največji problem, da vse kljukce dela, ne? Ja. Da je v tem neka nadutost, ne? Ali pa karkoli. Ne? Tudi to je lahko korak za enega človeka, da opazi, da mora nekoga razočarati. Ne? Pa da ne zmore vsega sam, ampak kljub temu pa je poklican in evo, s tem gremo dajmo se probati prepoznati, ne? Dajmo, kako imaš prepoznavanje, usposabljanje pa podpiranje. To je zdaj od socialne akademije. Ne? Ja, ampak to je v bistvu ista stvar. Ne? Prepoznati, se hraniti pa dajati naprej. Tako. To so te temeljne komponente. Vse nas vabim, da v resnici si vzamemo nekaj časa tišine, da gremo v molitvi pred Boga, da rečemo, Gospod, k čemu mene ali pa naju kot par v tem letu kličeš. Evo, tudi zadajamo naprej, tudi velja vabilo, so še odprte prijave, dejansko pač imamo že kar lepo število parov, nekaj mest je pa še na voljo, tako da če se čutite poklicana izvana, letos smo rekli, da to ni namenjeno tudi ne samo tistim, ki bojo takoj vodili, ne, se pravi, vsak, ki bi rad mogoče tudi še prepoznaval, razpoznaval podrobnosti tega klica, je tudi povabljen, pa ne pomeni nujno, da bo pol takoj dobil zakonsko skupino za voditi. Psalm 23 Gospod je nekaj, kar Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka, skozi dobivam hrano, počitek imam, obilje, a jaz to verjamem zase ali ne. In pol najboljši vers, svojo mizo pred mano pogrinjaš v pričo mojih nasprotnikov. Se pravi, ne, ta obilje to ne pomeni,
da ni da zdaj problemov. tamle za tabo ni dveh s puško. Ja. Ne, miza je pogrnjena, polna dva s puško sta tudi odzad. Ja, pač nikoli ne bo zares tako dobro. Nikoli ne bosta v nedva, mislim. Ja. Ko boste šla, bo prišel en z mečem tamle z desne. Ne? A ti si sposoben kljub tem nevarnostim, ker seveda telo se na nevarnost vedno odzove z tistim, ne? Survival modom. Prestrašenost ali pa, S preživetvenim nagonom. Ne? A si takrat sposoben to pogrnjeno mizo prepoznati? Ne? Ja, pa v resnici res ne čakati na neke idealne okoliščine, ko ne bo ničesar, kar bi me motilo ali pa kar bi bilo, joj, letos še ne moreva, ker so otroci še tako in tako, letos še ne moreva, zdaj le še ne bi, dokler ne. No, sej v grobu bo, no. Ja, tam ne bo nobenih motenj, ko bomo tam čez, bo pa, ja, upamo, da ne. Ne, v grobu sem nalašč rekel, ne, zato ker ne bomo tam, mislim, a veš kaj mislim, ker v nebesih bo najbrž, bojo tudi odnosi, domnevam. Ja. Ne? Ok, Matej, hvala lepa. Ja. Počas. Bogu hvala, upam, da smo kaj dodali. No. Jaz mislim, da ja. Meni res, tako kot sem rekel na začetku, bi še enkrat ponovil, si zgledno v tem smislu, kako znaš se ne ustaviti ob nečem, kar bi te lahko sicer omejevalo, ampak si pač šel skozi to, greš skozi to in v resnici daješ ogromno vsem nam, tako da hvala. Tako za Socialno akademijo Goriči Grm, vodenje 9-7 in za vse, kar nas še čaka v našem tem, bi rekel, strateškem načrtovanju za prihodnje obdobje. Mogoče še kak čist tak zaključni poziv. Mislim, da čas najprej tebi hvala, da si tega konja, ki je že dirkal, zajahal. Mogoče se sliši kao, da si se usedel na neki, ampak po mojem si mogel vložiti isto energije, kot da bi bilo iz nule. Tako da res ti hvala, da gre to naprej. In najbrž, mislim, poziv dižavcem, dajte vsi prepoznavati te konje, pa jih zajahite. No? Ja, tako. Hvala Bogu. Ok, čau. Dio.